Že večkrat sva Lacana omenila, pa jaz mislim, da moramo malo razložiti njegove teorije pa ideje, pa mogoče zakaj te je glih ta vrsta psihoanalize toliko privlačila, kot si rekla, nisi imela neke svobodne volje tukaj, ne? Ampak kaj je bilo tisto, da se ti je zdela, da se skriva tam resnica? Ne? Ja, moja pot k branju Lacana je pravzaprav šla od književnosti in filozofije do klinične prakse. Mogoče ena taka klasična, mislim, ne toliko klasična slovenska pot, ampak vemo, da je Lacan bil prisoten v filozofiji v Sloveniji več desetletij, v klinični praksi ne. Tako da bom rekla, da sem jaz nekako preko tega diskurza potem prišla tudi nekako v svojo lastno psihoanalizo. Razlika je seveda, kako kot filozofa, kot psihoanalitik bereš Lacana, to so popolnoma različna čitanja nečesa. Ampak mene je moja lastna psihoanaliza mogoče najbolj v tem smislu obeležila, da mi je bil potem, rekla, ali pa neka ta pot potem še bistveno lažja. Ne toliko bom rekla potem več k Lacanovim teorijam, ampak predvsem temu, kaj njegova praksa oziroma kaj sama psihoanaliza kot taka seboj nosi. Kaj pa nosi? Jaz bi rekla predvsem neko radikalno potezo tega, da se približamo, kot sem rekla, temu, kar je neka resnica, ki je velikrat mogoče v našem času bodi si zametovana, bodi si cinično se pristopa k temu. Ne? Mislim, kako bi v mnoštvu resnic danes, ne? Rekel, zdaj bi pa jaz pač nekaj takega odkrival. Ampak še tista, bom rekla, najbolj ključna točka se mi pa zdi povezana samo željo. Kot sem rekla, odkrit, pravzaprav nekaj, kar se veže na našo željo, pomeni tudi potem živeti nekako, bom rekla, lažje v skladu s tem, biti bolj, bom rekla, na izi ali pa manj obremenjen z nekimi diskurzi moči, ki nas obkrožajo. In to je velika stvar. In čeprav razumem, ne, se pravi neka identifikacija izvora naših želja je ključna v tem procesu. Absolutno. Lacan je temu rekel objekt, razlog želje. Ključni njegov koncept. Objekt, razlog želje. Tako. Se pravi vzrok, povod, ne nek konkreten objekt, ne, ker v samem kapitalizmu bi se to lahko razumelo na malo drugačen način, ne, zdaj pa najdemo svoj objekt želje, ne, se pravi nekaj posedujemo, ampak pravzaprav neki tist koz, razlog, nekaj, kar nas ves čas žene naprej. In potem, ko se to identificira, oziroma recimo klemava midva slučajno skupno prepričanje, da želje pač izhajajo, zdaj ti rečeš iz nezavednega, rečem pač pojavlja se v zavesti nek, kako bi rekel, neka težnja, da bi nekaj zadovoljil, se pravi neko potrebo ali pa nekaj bi rad izboljšal. Ne. Ogromno sem se pač spogledoval z budizmom, ne, in tam gre oni prav na telesne občutke. Ne. Se pravi, občutimo stvari, ki so nam prijetne, neprijetne, prijetne hočemo zadržati, neprijetne hočemo strandati in vsaka akcija izhaja iz tega in ti si konstantno v tem krogu zadovoljevanja svojega telesa oziroma svojih občutkov. Ne. In zdaj prerezati čez to, je treba to pobliže pogledati, da se v bistvu to sam pojavlja in se pojavlja in tudi gre stran, ne, kar je tudi karakteristika vesolja, da se vse konstantno spreminja. No, Lacan je referiral na številnih točkah na zen budizem predvsem. Okay. Zanimivo mu je bilo predvsem to, kaj pomeni neka praznina. In bom rekla, so seveda mogoče ne toliko tiste direktne skupne točke, ampak mogoče to vprašanje želje. Ne? To se mi zdi mogoče na nek način pomembno. Ne samo, bom rekla, za budizem, zen budizem, mogoče tudi širše vprašanje tudi v sami religiji, v sami politiki. Se pravi, to vprašanje želje se vedno nekako vrti. Zdaj, v kakšnem diskurzu se vrti, ne? Ta objekt. To je pa drugo vprašanje. In kaj z njim naredimo, ne nazadnje. Kako pa ločva to za tiste ljudi? Ok, bom raje tako vprašal eno drugo vprašanje, kar nisva čisto opredelila. Kako poteka neka lakanovska psihoanaliza? Se pravi, nekdo pride do lakanovskega
Psihoanalitika? Psihoanalitika, tako. Ne psihoterapeuta, ne. To so pa tudi različne. In kaj se tam dogaja? Zdaj lahko demonstrirava, evo. No, deva. Sam proces, bom rekla tako, neka psihoanalitična tehnika, ne, je zgrajena nekako v štartu iz preliminarnega pogovora, se pravi, da sploh se vzpostavijo neke koordinate, neka orientacija, ne bom rekla toliko za neko samo diagnozo tega, zakaj gre, ampak predvsem za neko možnost psihoanalize. Lacan je večkrat rekel, ni vsaka analiza vilen. Zdaj, na koga in na kaj je pri teh svojih interpretacijah šel, je drugo vprašanje, ampak na samem preliminarnem razgovoru se pravzaprav odprejo neka ta glavna vprašanja. Kaj so pravzaprav tiste pereče točke, ali je analiza v tem smislu možna, ali nekdo pristaja na zakon, ne nazadnje, neka pravila igre, ki so v tem zelo pomembno, zlasti v času narcizma, ne, in tega, da se zelo rado pregazi vse meje, to je nekako označuje tudi naš čas, je neko to vprašanje meja in tudi nekega zakona v preliminarnem razgovoru zelo pomembno. Sama frekvenca seans je potem odvisna, tudi zakaj gre, recimo psihoanaliza 2-krat, 3-krat tedensko, načeloma lahko poteka tudi večkrat, je pa neka specifika v samem času. Medtem ko so freudovske seanse trajale 45 minut oziroma so imele zelo določen časovni okvir, je Lacan pravzaprav deloval z časom. Ni bilo točno določeno, koliko časa traja neka seansa, ampak kdaj se nekaj pomembnega pojavi. Se pravi, da smo zelo pozorni na rekla, vsako besedo, ki je v tem smislu izrečena. Ker zakaj je bilo to Lacanu tudi pomembno? Zato, ker se je zelo veliko ukvarjal z psihozami. In v psihozi je ta interpretacija psihoanalitična. Ne? Bolj komplicirano kot pa recimo v nevrozi. Ne? V nevrozi se lahko v govor poseže recimo na način metafore, se pravi, da se ali spremeni nek pomen mot d'esprit, se pravi, neka mogoče komična situacija, kjer mogoče razbremeni neko bolečino, ki je bila prisotna. Medtem, ko je v središču psihotična struktura, pa bistveno težje pravzaprav s tem delujemo. Lacan je tudi rekel, pravzaprav nikoli ne moramo uporabiti metafore ali pa spreminjanja pomena v psihozi, ker v psihozi je vse tukaj, zdaj, realno. Odvisno tudi od intenzitete psihoze, verjetno. Koliko je še človek v stiku s skupno realnostjo? V bistvu psihoza je bolj struktura. Struktura, subjektivnost subjekta. Medtem ko sama simptomatika, ali gre tukaj za paranojo, erotomanijo, druge oblike manije, potem je to drugo vprašanje, ne? Ker imamo lahko neko simptomatiko prisotno in v nevrozi in v psihozi. Alkoholizem, toksikomanija recimo. Tako da Lacan je iz tega razloga deloval pravzaprav z časom, rezom v nek govor. In to je tisto, kar je velika specifika, ne nazadnje, njegove orientacije. Oziroma orientacije vseh, ki se s psihoanalizo ukvarjamo, ker se ne nazadnje vendarle ukvarjamo z singularnimi primeri. Se pravi, da ta lakanovski velikrat tudi ni. Tako bom rekla pomembno, kot je mogoče v teoriji. Se pravi, glavna razlika med ostalimi metodami je ta operacija s časom, se pravi, seanse ne trajajo, niso določene vnaprej. Še kaj drugega, kar je posebnega napram drugim? Predvsem je tudi nek zaključek same psihoanalize zelo pomemben. Lacan ga je opredelil tudi v smislu nekega pričanja, rekel mu je témoignage, se pravi, da nekdo na koncu lahko govori oziroma vzpostavi nek singularen matem tega, kar je analiza proizvedla. Se pravi, da cilj same psihoanalize ni samo ta neposredni terapevtski efekt, kot bi recimo bil v psihoterapiji. Velikokrat recimo jaz tudi rečem, če bi nekdo želel samo nehati trpeti,
Se pravi, da mu je to tisto, kar bi želel narediti, potem je bolje v bistvu, da se izbere psihoterapijo, ker ima ta neposreden učinek, medtem ko je pa v psihoanalizi tudi prisotna neka ta želja, da bi vedel neke določene stvari. Izven mogoče teh neposrednih terapevtskih učinkov.